Nejc Vidmar, še zadnje dejanje jesenskega dela sezone. V Domžale prihaja kranjski Triglav, sicer zadnje uvrščeno moštvo, ampak kot vedno nevaren tekmec. Ja, seveda, z njimi je vedno težko igrati, pač nekako so v spodnjem delu lestvice, vendar so zmeraj tako neugoden nasprotnik. Premaga so letos Maribor v gosteh in to kaže, da gre za zelo solidno ekipo, ampak se pravi, najtežje bo to iz psihološkega vidika, kajti treba se pripraviti na tekmo, jo resno vzeti in probati iti na dopust s 3 točkami. Niste v najboljši seriji, v Celju ste prekinili 3 zaporedne poraze, osvojili točko. Kakšno je stanje v ekipi, kako se motivirati za to zadnjo tekmo? Ja, motivacija definitivno je, ker tle ne sme biti vprašljiva in jaz mislim, da je vsaj to pozitivno, da smo točko vzeli tam, da smo se pač vrnili iz tega, oziroma da smo se dvignili po tem negativnem nizu. Prejšnje tekme smo igrali gledljiv nogomet, igrali zelo lep na oko, ampak ni bilo točk. Tle v Celju smo odigrali mogoče slabšo tekmo iz tega vidika, ampak smo vsaj osvojili točke, pač so se tudi kakšni, bom rekel, nasprotniki, ki so više na lestvici opekli tam, mi se letos še nismo in smo zadovoljni saj s točko, no zdaj pa proti Triglavu pa seveda na 3. Tudi proti Triglavu seveda lepota v igri ne bo imela kakšnega pomena, težava pa je tudi igrišče, že v Celju je bilo pomrznjeno in temperature vidimo, da so zelo nizke in verjetno bo tudi v soboto tako. Ja, seveda, mislim, da ne bo nič drugače, temperature so že skoraj neznosne in igrišče pač je tako, kot je, treba bo igrati tekmo in se pravim, bo ena zelo težka tekma in jaz upam, da bomo na koncu mi tisti, ki se bomo veselili, ker pač bi res rad odšel na ta dopust s čisto glavo oziroma pač, da smo zadovoljni in to je to. Znova poteka akcija Anina zvezdica. Vi ste bili celo pobudnik tega sodelovanja med nogometnim klubom in Anino zvezdico, ki se je zelo razvilo. Ste si morda že takrat mislili, da bo prišlo do tako globokega sodelovanja in da bo Anina zvezdica tudi tako uspešna potem v zadnjem letu? Mislim, nisem gledal tako naprej, ampak sem zelo vesel, da se v teh težkih časih, da znamo ljudje skup stopati in pač pomagati en drugmu in zelo sem vesel. Pred kratkim sem se tudi pri njej oziroma v skladišču zglasil in je bilo res fajn vzdušje, pač, ko se je začela ta akcija in upam, da bomo zbrali veliko hrane in da bomo na koncu razveselili družine, da bodo imeli lepe praznike. Najlepša hvala, srečno. Hvala vam, čau.